Dragi moj prijatelj Peter, zelo sem presenečen, ker me je obiskal tvoj prvi sin, moj krščenec Peter. Zelo sem ganjen in težko govorim. Pota se naju malo ločila, videla sva se le redkokrat, zadnjič pa ne vem, sploh ne vem več kdaj. No, spomini so še vedno živi na najino mladost, ki sva je preživela v Grobelnem, kjer sva imela dosti skupnih reči. Če se spomniva od kopanja na Voglajni, kjer smo se družili z našimi sovaščani. V ta spomin sem tudi poiskal nekatere stare fotografije in jih predal Petru, da jih malo pogledaš, da tudi ti še kakšno najdeš. Bilo je res lepo. Včasih smo tudi počeli kakšno vragolijo, sva počela skupaj. Če se spomnim, ko sva hodila k maši, bilo je na Završah, ki je bila pač maša bolj poredko, vendar je bila sem pa eno. Šla sva na kor, na koru naj jo je Mežnar rekel, če bova vlekla meh, da bojo igrale orgle. Seveda, ker sem videla počela marsikaj drugega, sva pozabila vleči meh. Potem so začele orgle škripati, na kar se oglasi župnik z globokim glasom. Če mislite s takim igranjem, raje nehajte. Župnik, Mežnar naj je pa podil po koru in sva ušla iz cerkve. No, najbolj takem pobalinske oziroma neodgovorne stvari pa sva počela, ko sva vlačila iz potoka Voglajne razno municijo, mine, ročne granate in vse mogoče. In lepo te res pozdravljam, želim ti mnogo zdravja in da bi se kdaj dobili v živo. In lepo se imejte in lepo praznujte. Čau. Adijo. Oba je bila prva služba, edina služba in tudi oba sva tam službo končala. Potem pa kdaj se je začel okrog vas vrteti? Ja, vrteti se je pa začel pravzaprav kar kmalu, ne? To je bilo po par mesecih službe. Aha. Kaj ste kaj počela, takrat, ko ste se spoznavala? Računi, da so bili časih drugi, ne? Mi smo bili zelo kulturni in smo zakonski stan pričakali skoraj da nedolžni. Ja, hodila sva, največ sva hodila v Dobrno, v Laško, on je potem imel super avto, modrega Volkswagena, hroščeka, bila sva glavna. Ne vem, ne bi si želela boljšega moža za očeta otrok. Res, vse bi dal za otroke. Kaj pa razlika med tem, kak je bil kot oče, pa kak je zdaj kot dedi, je bil bolj strog kot oče? Kot oče je bil bistveno bolj strog. Kot dedi je pa ena sama milina, se ne zna brez otrok živeti. Če ne pridete blizu, je on zgubljen. Dan brez otrok je za njega zgubljen dan. Če je dober mož, je potem tudi vpliva na okolico dober. Na vrtu pomaga, moram reči, kar v redu. Pomaga, ampak to zadnja leta je vzljubil vrt. Značajsko je Rok neprimerno bolj podoben očetu, ker je mirne narave, vse konflikte poskuša tako mirno rešiti, se tudi popeni vmes, ampak v glavnem čist drugače deluje. Klemči je pa bolj po mamici, buf! Kolerik. Vsaka stvar je te prvo eksplodira, potem se pa umiri. Je ni stvari, ko se je naš foter ne bilo. Ja, velikokrat v življenju sem si želela, da bi kakšni obrtniki prišli, ampak ne, to bom jaz, to on uživa.
In če delajo stvari, tudi jaz uživam, ko pa zašteka, pa ropoče po kurilnici, takrat pa popenim. Velikrat ga vidim, da se špancira z roki na hrbtu, tako kot je njegov oče delo na spodnji parceli. In mislim, da z leti vsako leto bolj uživa tu. Res. Kaj je najboljše obdobje v življenju? Penzija, definitivno, če imaš vnukece, pa če veš, da so družine vzad pošlihtane. Ni znal narediti hčerke, pri vseh šraufih, pa pri vsej tehnologiji, ko jo vlada, pa vse ni znal hčerke narediti. To se deduje. Ja, kaj naj rečem, dragi deda, ostan vsaj takšen, kakor si zdaj, čeprav vem, da boš v naslednjih letih še boljši, ker diamanti se brusijo in na koncu najbolj fini. Živa Simona, kako bi opisala Petra? Mojega brata Petra odlikuje same lepe značajske lastnosti, kot naprimer delavnost, zanesljivost, dobrotljivost, ustrežljivost, potrpežljivost. Pa še kaj bi lahko naštela. Kakšen je bil pa kot otrok? Takšen je bil tudi kot otrok. Vse vemo, da se človek v življenju ne spremeni dosti. To je on prinesel s sabo na svet. Kot otrok je bil do svojih 2 mlajših sester tudi zelo potrpežljiv. Nikoli nas ni pretepal. Skratka, bil je dober bratec. Rekli so mu Petrček. Sam sebi je pa rekel Peček. To bo Peček naredil. Potem je pa mamica povedala zgodbo o Petru, kako je nekega dne spomladi, junija, ko prišel domov, jaz pa ne bom več hodil v čevljih v šolo, v sandalih, jaz bom bos, ker so vsi v razredu bosi. V šoli je bil vedno priden, neproblematičen, sposoben. S kom se je kaj družil kot otrok? V Grobelem je imel vse sorte družbo, najrajši imel nekega Petra Gabriela, ki je stanoval na železniški postaji. Takrat so bile še čiste vode, da smo se lahko kopali v tem potoku, plavati smo se naučili, skakali smo v vodo. Po gozdu smo noreli, nabirali borovnice. Želim mu, da bi ostal zdrav in srečen v krogu svoje številne družine in da bi tudi skupaj preživeli še mnogo prijetnih uric. Kako bi ga lahko na kratko opisal? Petra namreč. Ja, kot svaka, idealnega svaka. Midva se poznava dolgo let in nikoli nisem občutil nobenega nelagodja, kadar sem se srečal z njim. Ti si tudi inženir, Janez. Kako vidiš Petra kot inženir? Ja, ne samo, da dela kot dober inženir, ampak tudi kot znanstvenik. Študiral je literaturo, obvladal je zahtevne znanstvene aparature in z njimi veliko prispeval k dobremu delu. In kaj bi lahko ti Petru zaželel za njegov jubilej? V prvi vrsti veliko zdravja za naslednja desetletja in tako kot bi vsakemu, da bi srečno živel v krogu svoje družine in da bi se lahko z njim srečeval še mnogo let. Peter, vse najboljše! Ja, ob taki obletnici nam spomini prikličajo vsa tista leta, ki smo jih preživeli skupaj s slavljencem. Spomini na vse dobre, prijazne sosede, razumeli smo se, na neko svobodo, na tiste hude zime, na tista vroča poletja, ko smo se kopali na škarpi. Lepo je bilo, nepozabno. Ko sem bila mlajša, sem imela pred Petrom kar rešpekt. Vse je znal. Ukvarjal se je s fotografijo, slike je sam razvijal, razstavljal vse, kar je bilo mogoče, sestavljal nazaj, matematiko je znal, kemijo. Ne bom pozabila tudi
S kakšnim občutkom mu je mamica pekla piškotke, ko je bil na Visu v vojski. Pri Petru sem vedno znova odkrivala nove in nove kvalitete. Podjetnost, tolerantnost, prilagodljivost, neizmerno uslužnost. Da ne govorim o njegovi izredni skrbi za mamico v zadnjem obdobju in tudi za tatija. Petra zelo cenim. Ponosna sem, da je moj brat. Zelo, zelo ga imam rada. Ko sva enkrat z mamico sedeli na verandi, je Peter prišel iz podstrešja. Bil je tako zaprašen, da sva ga komaj spoznali. Petru zaželim, da bi bil zdrav, da bi bil srečen s svojimi najbližjimi, da bi se velikokrat srečevali in da bi bil zadovoljen nad vsemi svojimi uspehi v preteklih letih, ki jih je bilo nešteto. In naj jih bo še veliko naprej in naj mu bo zelo lepo. Čeprav si jih bo Peter nabral 70, se kar ne morem verjeti, ampak meni se zdi mlad in bo še kar ostal mlad. Vesel sem, da imam priložnost, da nekaj povem za Petrovih 7x po 10 let. Ampak začel bi z neko mislijo, ne poudarjaj svojih vrlin bolj kot svoje napake. Namreč Peter jih sploh ne poudarja, kratko malo vse zna in vsega se loti in vsem pomaga. Peter zna vse, nečesa pa ne zna. Ne zna reči, ne morem, ne znam, bom kasneje, nimam časa in tako naprej. Tega pa ne zna. Želim si, Peter, da bi še zmeraj 10 in 10 let ostal takšen kot si, da bi bil zdrav, zadovoljen, da bi nas razveseljeval, srečeval, predvsem pa seveda svoje najbližje. Vse najboljše. Veš, kaj si pozabil? Ja, veliko. Kaj naprimer? Samo en stavek dodajva. Peter si vzame čas za vsakega in za vse. Kadarkoli se na Petra spomnim, je toplo pri srcu. Ne morem drugega reči. To je bil prvi zelo čeden fant, zelo čeden, mislim, fejspoba se pri nas reče, ne? Drugič je bil izredno brihten. Izredno brihten, ampak čisto nič važen. Mi smo imeli kemijo, ne, in on je bil tako, kot je bil, ne. Vzel je enega, dva učenca, ki so se zanimali za kemijo, ne, drugi nas je pa primer pustil, nam je dal ocene, kakve smo imeli v matematiki pa v fiziki, ne. Smo noter prišli, mi smo se usedli, on je dol potegnil, ne vem, kdo je še bil, ampak mislim, da je samo Petra dol potegnil na kateder, posta pa zginila v zadnji. V eno kabinet, pa jih ni bilo več, potem pa prišli nazaj spet, pa nekaj mrmljala drug z drugim, ne. To se spomni samo, ne. Peter je pa polkemik ratu, ne, čudno, ne. Bil je miren, zadržan, imel je pa še zdaj ima tak izreden smisel za humor. Kadar je on, ki je rekel, kako smo se mu nasmejali, pa zdaj tudi, ko se še srečamo, ne, se mu nasmejal, sem pogledal, aha, da je pa nekaj pametnega prišlo. Ima tak izreden smisel za humor. Jaz ne vem, če vi to otroci ste to videli, ampak za nas je neverjetno. Kot rečemo, on je bil zelo družaben, pa istočasno zelo zadržan. Tako da si je bil zelo skrivnosten človek, če bi tako rekla, v gimnaziji še. Pa da prihaja zelo ugledne družine, to smo pogruntali, zelo strogega očeta, to smo, čeprav nismo ni nikdar nič rekel, ampak se je opazil, da je imel zelo strogega očeta, ne imamo, ampak očeta. Poleg še ena stvar, Grobelno, on je bil vozač, zato je pa hodil do podanski razred, ne, Grobelno, to je bilo za njega zelo lepo je v Grobelno govoril, vedno, no, navezal na Grobelno. Potem so se preselili v Celje, čez blizu gimnazije, ne, in še vedno Grobelno, to je, tako da sem jaz šla gledati, kaj je tako posebnega v Grobelno, ko smo se mi peljali. Upam, da je zdrav, sem vesela, da je doživel 70 let, pa da jih bo še veliko doživel. Ja, pa lepo ga pozdravim in še to rečem, iskrene čestitke, pa še na mnoga leta. Petra smo še večkrat videli. No. Prvi letnik je bil nekje tule, ki sta le okna na koncu. In
In za njega se spominjam iz prvega letnika grobeno. In sicer kako? Ker je bodi si pri mladinski uri ali pa mogoče v šolski nalogi napisal oziroma povedal, da po ljudskem izročilu je grobeno dobilo ime po grobli, ki so jo najbrž, se mi zdi, nanesli na grob nekega turškega vojščaka, tako se mi zdi. Če pa takole mislim, kaj mi čisto osebno od njega, bi pa rekla, in to me stalno spremlja, njegovo zelo olikano vedenje, vljudnost, ki ni bila nekaj umetnega, ampak nekaj, kar je v njem. In to sem še pozneje videla na obletnicah mature. Je to vpliv vzgoje, je to prirojeno, vsekakor je pa to, mislim, bila taka značilna lastnost, ki sem se je dobro zapomnila. Čeprav on pa o vas pove, najbolj ene anekdote se spomnim, da vas je menda prišel enkrat v zaključku leta vprašati, kako kaj stoji pri slovenščini, pa ste mu vi rekli, gospod Pavlič, vi ne stojite, vi visite. Aj, ne vem, če to drži. Dragi oči, ko pride junij, je to za mene še posebej en vesel čas. Najprej praznujem jaz, in to praznuješ ti, in ne samo to, kadar imaš ti okroglo obletnico, jo imam tudi jaz. Spomnim se vseh četrtkov iz mojih malih let, spomnim se vseh vikendov, spomnim se vseh počitnic, ki sem jih preživel na Grobelnem, spomnim se babičinih sendvičev, ki mi jih je delala za malico, spomnim se čebeljaka, v katerega me je tati peljal in kako je notri lepo dišalo. Spomnim se, ko si razstavil motor Volkswagena na prafaktorje, v garaži si imel vse do zadnjega šravka na tleh in prav čudil sem se, kako je možno, da boš potem to vse skupaj nazaj spravil in da bo avto spet šel tako, kot mora, ali pa še bolje. Spomnim se, ko sva se učila v vseh mojih šolah, ko sem včasih že jaz imel dovolj, ti pa še vedno ne, ali pa obratno. In potem je počasih prišla tudi kakšna solza in na srečo je bila tu potem Stanka, ki me je znala potolažiti, mi obrisala solze in rekla, da res ni tako hudo, da bo že, da mogoče pa res ne bom rabil na tržnici solate prodajati. V nekem obdobju sta prišla na svet bratca, moja, Rok in Klemen, in zelo sem se jo razveselil. To je bil potem čas, ko smo se skupaj igrali, ko smo sestavljali kocke, ko smo hodili na sprehode. Sva pa enkrat popravljala kosilnico, plavo kosilnico. To je ta prva plava motorna kosilnica, ki je imela sicer eno slabo lastnost, da je včasih ni hotela vžgati. In potem si jo popravljal, dal ven svečko, razstavil fargazer, pregledal vse kable, prepihal cevke in še vedno ni vžgala. In potem še vedno ni in še vedno in še vedno. In potem si enkrat imel dovolj in si vzel kladivo in si začel tolči po njej. In si rekel, če pa ne vžgejo, bomo pa na odpad peljali, ne. In si potem naknadno, jaz kar gledam, kaj je zdaj to. Potem si se pa samo obrnil, enkrat globoko vdihnil in izdihnil in potem nazaj pogledal kosilnico in seveda takoj opazoval, kakšno škodo si naredil in kaj bo treba zdaj spet nazaj vse popraviti. Ampak si malo poravnal tiste plehece od hladilnika, cevke, žičke, prešravfal vse nazaj
In potem, kot za čudo, je kosilnica vžgala in evo, lahko sva zopet naprej kosila. Kaj naj rečem v tej priliki ob tvojem jubileju? Želim ti, da bi ostal takšen kot si, da bi bil zdrav in da bi se ukvarjal in počel tiste stvari v življenju, ki te najbolj veselijo. Kaj naj rečem, dragi tast? Vesela sem, ker vidim srečo v vaših očeh. Vesela sem, ker vidim, kako vas vnuki cenijo in obožujejo. In vesela sem, ker sem del te zgodbe, delček v mozaiku vašega življenja. Želim vam vse najboljše in bodite še naprej štek fajni tast. Življenje je lepo, če ga živiš, tako kot ponuja se samo in ne da ti ga spremeniš. Pameten, tak razumen, premišljen, pa umirjen. Oči je čustven, ampak ne vem, verjetno iz družine je pač bil naučen, da svojih čustev niso preveč izražali in kazali. Mi se veliko več stiskamo, veliko je več telesnega kontakta, poljubčkaš otroke. Tega se pa pri očiju ne spomnim. Pa verjetno takrat niti nisem pogrešal tega, ker nisem vedel, kak je. Zdaj to samo opažam, da je pač razlika med mano in njim, verjetno. Oči je tehnični, naravoslovni tip in jaz sem tako rasel gor. Ob nedeljah je vedno imel v etolu še kako mašino za odklopiti ali pa kaj, pa smo. Verjetno sem se že takrat okužil malo s temi laboratoriji. Rasli smo v garaži gor, kadar je Peter prišel k nam na obisk, to je bilo noro nama s Klemnom, ker je bil ful zabaven, vedno je kakšne finte pokazal, čarati je znal, oči ni glih najboljši pedagog. Nima potrpljenja. Verjetno ga imam več kot oči, no, ampak tudi ne. Do neke mere sem potrpežljiv, ko pa vidim, da ne gre, pa mi tudi pregori včasih. Da bi bil zdrav, to je bistveno. Pa da bi naprej užival z nami, vsemi, pa mi z njim. Je pa res, pač se ga spominjam kot takega, ko ga vsi opisujejo, gospoda. Finega gospoda, mirnega, kultiviranega, nekonfliktnega, spoštljivega, strpnega. In to so lastnosti, ki so mi še danes pri njemu najbolj všeč. Je pa ena stvar, ki je pa res mi pri njem jo zelo cenim, to je pa njegov odnos do vere in njegovo neusiljevanje. On je namreč globoko, mislim, da je globoko veren človek, ampak nikoli ni svoje vere, religije ali pa odhodov k maši vsiljeval nam. Jaz prihajam iz ateistične družine, tudi vidva s Klemnom sta v resnici bolj ateista kot karkoli drugega, ampak nikoli ni pokazal najmanjše nestrpnosti ali pa nejevolje v zvezi s tem, da mi vere ne prakticiramo. Kvečemo nasprotno, tako se mi zdi, da ceni pri človeku, če živi v skladu s tistimi vrednotami, v katere on verjame. In mislim, da se tudi zaradi tega midva s Petrom tako dobro razumeva, ker mislim, da on vidi v meni, da jaz živim na enak način kot on, čeprav recimo po tej plati smo na različnih bregovih. Življenje je lepo. Spomnim se samo to, da je moj Stane, moj mož, imel njega kot prijatelja zelo rad, ker je bil tak fin gospod. Pravzaprav že skoraj za tiste čase prefin. Da bi imel še tako lušne vnuke naprej, kot jih ima zdaj. Pa da bi Rok
da bi tak bil, kakor je Atek pravzaprav. In tak se je meni zdel, takrat, ko je naša Špela začela malo gledati za fantim, se je meni zdelo, da ko sem jaz ga videla tam med tistimi fanti, se mi je zdelo, da ta bi bil najbolj primeren za našo Špelo. In to se je res zgodilo. Ko se je tvoj Rok začel smukati okrog naše hiše, je moja mama rekla, Pavliči, to so pa ni tak fajn ljudje. No, zdaj pa ne bo minil dolgo, še par let, pa se bojo naši fantje začeli smukati okrog punc. In jaz sem prepričana, da bojo v tistih družinah vsi rekli, Pavliči, to so eni fajn ljudje, jaz poznam dedka Petra, pa seveda očeta Roka. In Peter, jaz ti želim, da bi ti zdrav in vesel dočakal ta leta. Še dolgo bodi prijatelj in vzornik svojim fantom. Prijatelju in kolegu, detku Petru Pavliču, vse naj, še dolgo let, da bova skupaj v funkciji, zelo pomembni funkciji naših vnukov. Kak je fotre všeč to, da ste tle ostali, pa da tle živite? Ja, jaz mislim, da. Mislim, da si je želel zadržati enega sina tu na Grobeljnem, pač, ja, seveda. Ja, na Grobeljnem definitivno. Ne bi se preselil v mesto? To pa nikoli. Kdaj si ti prvič videla Petra, se še spomniš tega? Najprej sem opravila sestanek z Stanko noter v kuhinji, potem pa me je Peter peljal sem na vrt, pa sva si ogledala tu posestvo in tako. Tako dobrosrčen, prijazen človek. V bistvu se je bolj na stara leta raznežil. Mala šola ali pa prvi razred tam nekje. Sem še vedno risal glavo nožce. Narišem iz glave roke, foter pride, gleda. A ti jaz delujem, kot da mi deluje, kot da mi v roke rastejo iz glave. V glavnem, ni bil potrpežljiv za učenje, čeprav moram pa priznati, da tudi jaz nisem. To foter je rekel, da če se ne bom učil, bom pač lahko na tržnici solate prodajal. Pa sem rekel, okej, te bom pa pač prodajal solate na tržnici. Pa vam fotrova izjava. Ja, vse ne vem, če bo še, zato ko to že imajo, pa zdaj šipterji vse v roki. Jaz sem iz tehničnega bolj na tem digitalnem področju, medtem ko foter je bolj na... Klasiki. Ja, no, ni toliko s to high-end tehnologijo, čeprav moram priznati, da za svoje leta se kar dobro drži, no. Kaj pa drugače, ta čist gradbena dela, pa to pa obvlada, ne? Ja, to pa obvlada, ne. In to pa je tudi dobro naučil. To pa mislim, da smo kar malo vzeli po njem, že, ne. Ja. Tako da smo že tak ales praktikar, ne. Pa najbolj se je smejal, ko je Pickota pa Packota poslušal, tako da je bilo bolj zabavno gledati njega, ko se reži Pickoto pa Packoto, kot pa poslušati Pickota pa Packota. Ti gre včasih na živce? Kakva njegova lastnost? Ja, prčkanje. Komu misliš, kdo od sinov mu je najbolj podoben? Klemen bi rekla, ima bolj mamino naravo. Kar se tiče eksplozivnosti, kar se tiče pa spretnosti, pa tehničnega znanja, pa verjetno bolj po očju. Bi rekla, da bolj Rok kot Klemen. Kaj pa Peter, recimo? Miren, pa tudi tehničen. V bistvu ima tudi vsega po malem imamo. Se mi zdi, da imamo vsi trije normalne. Edini jaz imam eksplozivnost. Ampak to je treba hit narediti, zato verjetno, ne. Tako da, res sem pa vesel, ko ima trojčija takrat, pa to je pa res super. Ne? Tri lastnosti, 3 pridevnike. Miren, ali pa peacemaker, spreten, brihten, pa dober. Pravičen, dobrosrčen. Nikakor ne ljubi tračev, pa opravljivk pa tako. Koliko kapljic, toliko let, Bog
nam daj na svet živi. Ja, medva z gospodom Petrom se poznama, bi se lahko reklo, cirka dobrih 60 let. Sodelovala smo na različnih področjih, zelo korektno, pošteno, en drugega smo marsikje pri katerih poslih spodbujala, si pomagala, tako da to je bilo na nivoju poštenja, zaupanja in visokega prijateljstva. Prijatelj, moj dragi Peter, je bil veliki bos oziroma veliki znanstvenik v takratni firmi, ki se je imenovala Etol. Tako da sem ga dostikrat poprosil, Peter, tole bi bilo pa treba zmeriti. Osnovno poštevam, ko mi je pomagal osvajati pri enologiji. Tudi organoleptik je bil relativen, res pa je, da je zmeraj rekel, jaz pa zmeraj košam vino, če ima preveč žvepla, pa ne treba nič meriti. To je pa tudi dober laboratorij v nosu oziroma na bourbončicah. Peter je en poseben tip človeka, kar se tiče poštenosti. Če je človek pomoči potreben, on bi to tako je v Svetem pismu piše, da bi tudi dal pol plašča drugemu, da ga ne bi zeblo, in to so vrline, ki jih človek prinese s sabo, zato ne fakultete, da bi se kdo to karkoli naučil. Peter, dočakal si 70 let, želim ti, da se srečamo ob 100-letnici in največja moja želja je pa to, da bi bil zdrav in da bi po tebi zdravem razumu in telesu sonce sijalo še mnogo leta. Dragi Peter, Klemen je pač prišel k meni in želel, da povem nekaj besed o tebi. Tekom vseh teh let, kar smo sodelovala, in lahko rečem, da je to sodelovanje bilo več kot odlično, smo zgradila poseben odnos in ko sem postal sam šef uprave, si bil ti tista oseba, ki si mi je bil desna roka in praktično vse pomembne odločitve, ki sem jih sprejemal, sem se pred sprejemom posvetoval s teboj. Brez tvoje pomoči, sugestij, brez tvojih auditov, ki si jih imel z vsemi multinacionalkami, prav gotovo je to ne bi izgledal takšen, kot je sedaj. Zdaj pa na koncu samo dovoli, da ti zaželim v svojem imenu, v imenu vseh nas sodelavcev, veliko zdravja, veliko veselja in sreče v krogu vseh tistih, ko jih imaš najrajši, in spet se vidimo, ko boš 10 let starejši. Ja, kot Peru smo z jubilantom Petrom, mi ker avtohtoni Grobelčani smo se rodili v Grobelnem, nasprot Pavličove pa naše domačije je bil in travnik, Habjanov travnik, si je rekli. Na tem travniku smo imeli mi osnovalno pravico, da smo lahko naše krave pasli. To je bila pa ena lepa stvar za skupno druženje. Po vojni je ostalo v teh potokih, pa o potokih precej razstreljiva municija. In to je prišlo v roke takratnih nas mladoletnikov, kateri smo že od naše generacije pred nam, smo se nekaj naučili. Prvo moram reči, da sem vesel za povabilo, ko nas je povabil. Drugič pa, komu naj druga želim. Veliko zdravja, pa da bi se še dolgo družili, pa dolgo skupaj živeli. Želim mu sreče, zdravja, zadovoljstva v nadaljnjih letih življenja, da bi mu ne manjkalo nič, najmanj pa zdravja, sreče pa denarja. To je to. Spoštovani kamerman in ti, moj sotrpen cena, daj mu reči nekaj v zdravje in čast tega našega slavljenca danes, ko je danes tule med nami. Zdaj pa spili bomo specialno belega, tole je Nikolarjevo vino, tole je rudniško. Bolj, ko ga piješ, bolj si trezik. Na zdravje, živijo. Na zdravje. Na zdravje, Petro. Na zdravje, Petro. Na zdravje, Petro, živijo.
Dragi dedi, kot prva vnukinja ti želim zdravja, sreče, veselja in želim si, da ostaneš še naprej takšen človek kot si, ki zna rešiti vsako situacijo in kamorkoli pride, napolni prostor s pozitivno energijo. Pa zajčki so bili mali. Kaki mali so bili? Taki so bili. Preljubljen plenak, kako si ti lep, imaš majhno paro, pa dosti deklet. Pa nikoli več, ne grem od Lenarta pleč. Živa skupaj. Nekoč sem jaz živel in sem se odločil, da grem kače gledat prijazne in doben nisem zadev. Pa je konc. Ko pol? Mislim, da domov šel. Dragi dedi, za tvoj praznik ti zaželim, da bi bil še naprej tako poskočen, pameten, dober in pa takšen dedi, ki bi ga si zaželel vsak vnuk. Vse najboljše. Borovničeva, jagodna, makova, pa zadaj tam mislim, da je črni gozdiček. To me pa zelo. Kaj bi? Da je deda dober deda. Kjer deda? Pepe, da pa drug. Dober ali najboljši? Najboljši. Zakaj? Ker ni prestrog, ker je fajn. Pa je deda Pepe strog ali prijazen? Prijazni, a ne? A zna kako dobro pravljico povedati, deda Pepe? Ja, ful proste. Kaj ti jo je kdaj povedal? O mumijah. Kaj se pa zgodi z mumijo? Ja, oni tudi počas hodijo. Čist počas. Ja, ker mi to gaš povedal. A res? Ja. Kaj pa lahko ti mumija naredi? Ful proste, kad je. Kad se tukaj vtrem, pa da prvi. A not pa ne. Tu gore je bil včeraj, malo naprej gremo. Srečen tam. Ti. Kdo pil vodo? Pa bi bilo fino, da bi bilo tam dela. Ja, pa je jaka. Daj ga jaka ta. O, jaka. Zdravo, jaka. Vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, dragi deda, vse najboljše za ti. Nekaj sem pa pozabil. Pozabil sem, da deda skrbi za mene.
Hvala, ker tako lepo za mene skrbiš. Kaj pa ti je pri dedatu Pepetu všeč? Ko se gremo človek na Jezusa. Pa ti zmagaš ali on zmaga? Včasih on, včasih jaz. Ti kaj te pa kdaj pri dedatu Pepetu jezi? Ko zmaga. Zaprtimi očmi. Življenje je lepo, če ga živiš, tako kot ponuja se samo in ne da ti ga spremeniš. Kaj misliš, kaj bo rekel, ko bo tale filmček videl? Kaj misliš? Težko je, ker se bo oglasilo bo. Kaj misliš, kaj bo rekel, ko bo tale filmček gledal? Ja mislim, ne vem, če ne bo celo joko. Želje? Želje. Hals und Beinbruch. Kaj bo rekel, ko bo filmček videl ali pa kaj bo naredil? Upam, da ga bo pripravil malo na jokne. Zdravja, pa malo ljubezni za mene, pa za vse. Ja, vsemu temu se pa tudi pridružuje dobra kapljica, torej pero na zdravje.